Čestitke ob zmagi, državni prvaki v letošnjem letu, občutki? Ja, neverjetno, to nismo mislili, da bomo tako delač prišli. Za nas smo že uspeh, mi smo rekli, če pridemo med prve 4, bo to že hodilo dobro. Po nam je pa kar šlo tole danes. Sreča, res neverjetno. Nekaj neverjetnega. Prišli že v petek, ne? Ja, mi smo prišli že v petek, smo tukaj malo pomagali delati. Tako da smo bili do 2 zjutraj, smo pa strojani s kamperjem. Zdaj, septembra, Danska, Evropsko prvenstvo, te že razmišljate? Nač še nismo razmišljali, jaz ne vem, to se bo treba zdaj zorganizirati z meni, ker nismo pričakovali, res ne. Ivan Žagar, vaša ekipa je zasedla 2. mesto na državnem prvenstvu, je čutki veseli, kljub samo poraz je bil tesen. Ja, zdaj je še zgodnji po porazu, tako da smo še malo žalostni, ampak 2. mesto je v redu. Borba je bila v bistvu do zadnjega je šlo, ne? Ja, do zadnjega. V zadnjem endu malo nismo imeli sreče, malo nasprotnik dobro odigral, smo izgubili. Kam naprej? Še naprej trenirati? Cilji za naprej? Ja, treniramo pa naslednji let, največ se vidimo še enkrat. Mitar Resman, Svist ekipe Krvnega kluba Jesenice, 3. mesto na državnem prvenstvu, čestitke. Občutki je bilo bolj naporno, kot se je zdel? Predvsej bolj naporno je bilo, tudi ekipe so bile bolj izenačene, tako da je tudi malo sreča včasih odločila, malo pa tudi mogoče kakšen ta prav kamen. Kam naprej? Ja, na naslednja državna prvenstva, kar bo, če bojo, najbrž bodo kakšne lige, ne vemo še, to bo še Karling zveza povedala. Mi upamo sam na najboljši. Tako pa Karling na Jesenicah? Ja, mislim, da zmeraj bolj. Boljš kot lani, tudi ekipe so bolj izenačene, tako da se je tudi tle pokazal, tudi 2 ekipe sta prišle v finale. Mi smo zadovoljni, no. Super. Nad pričakovanjem. Hvala lepa. Povsem. Maja Krevžer, obranili ste naslov državnih prvakev. Čestitke. Je veselja več ali manj kot lani? Sigurno je več, zato ker lanski smo mislili, da je bila malo sreča na naši strani, zdaj pa vidimo, da je pač tudi znanje treba in da ga mi imamo in kaj pokazali smo, to je to. Kam naprej? Ja, če bo vse posrečno danes. Bravo. Hvala. Irena Manček, čestitke, viceprvakinje ste bile na 2. državnem prvenstvu v Krlingu. Je zmaga, mislim, 2. mesto, je grenko ali sladko? Sladko tako, da se kar cedi od njega. Ker ga nismo pričakovali in res, sladko. Tekma je bila v bistvu napeta vse do konca, ne? Vse do konca, tako da glede na tisto tekmo, ki smo jo igrali, ta druga Zalogem, smo imeli veliko upanj na to, ampak pač izkazali se, kdo je najboljši, ne? Kam naprej? Naprej? Ja, treniramo. Treniramo, gremo na pravi let in treniramo in naslednji let smo prvakinje. Smo prvakinje, ne? Super, hvala lepa. Živi naši narodi, ki krepeni do čakanja, da yeah.
Za vse, ko šlo, veš, kako to traja. V sestavi Elena Manček, Monika Frov, Lesa Često, Živa Vezen, ter Monika Manček, Lesica Manček. Drugo leto zlata. Ne vem, Irina, meni tudi zlata. Ti veš, kdaj vskočil? Ja, organizacija je pa tako ga krli, vse je spodala, še kamer odložil, če ne pa ne. Budce še enkrat. Evo. Bravo! In sedaj še podelitev. Državni prvaki za leto 2018. Ekipa v sestavi Maja Kringe, Adja Pupan, Mojca Plemenitaš, Valentina Joličič, ter Brone Vejtermen, to je ekipa državni prvaki za Pravičke! Dobro je Ja, so pa ljubčka župile. Leščice. Lej, se lahko kaj zmenimo. Ja, kaj se te čestitam, no. Da me ljubčka, pa da imam bolj sam malo. Oči gledaj. Ja, oči. Najbližja pohvala državne prvakinje za Pravičke. V sestavi Mitja Resman, Vrtlej Zborov, Robert Konce, Marko Koščak, ekipa Svišče Svipaje, Štamir Truba. Presenetili ste, moram reči, najbolj dobro. Bravo.
Tole je pa. Srebrna medalja v sestavi Nadžara, Marko Šinkovec, Jurek Zoltan, Tomaš Koka, Moramo roke dati. Marko. Evo modeli. Ekipa. Ja. To je tvoja igra. Tvoje sekanke se. Zmagati. Mija sva sedela od 1. do 5. razreda skupaj v šoli. Del. To znamo že od takrat. Pa ga driblati stari, če boš ti znaš popači. je ekipa v sestavi Sever Zgoraj, Zelo dobro dostopa na Dansko. Jaz tudi. Direktno besko, dokaj bomo mislili prvaki, da bomo besko. Ne, se laže do Ado terajo. Amo gomi! Ne skrbili pa na Dansko. To se vse obrstuje. Prijetno zdomačiti. Še na avto dom doma. Ja, to va. Hvala lepa. David Sonič, drugo državno prvenstvo je bilo ravno kar zaključeno, organizacija še boljša kot prvič, pa tudi tekme so bile bolj izenačene, kaj ne? Letošnje prvenstvo je pokazalo en velik napredek curlinga v Sloveniji. Že po enem letu, odkar se ukvarjamo s tem, tekme so zelo na visokem. Mi smo iz Avstrijske zveze so poslali nam Avstrijske curling zveze sodnika in tudi človeka, ki nam je pomagal pripravljati let, in je tudi on rekel, da smo na nivoju za skupino B in jaz upam, da bomo to izkoristili.
Zmagovalci iz Curling kluba Jesenice, zmagovalna ekipa je zdaj v funkciji reprezentanca, ki gre, čeprav razumem, jeseni na lansko skupino C na evropsko prvenstvo. Jeseniška ekipa je zmagala in oni so zdaj naša reprezentanca, ki nas bo zastopala v Taranbiju, konec meseca septembra, in jaz upam, da bojo se uvrstili direkt v skupino B. Kaj pa ženski curling, tudi tukaj je bil kar precejšen napredek opažen? Ženski curling načeloma je bil napredek od v sami kvaliteti, ampak žalosti me to, da so bile samo 3 ekipe, enako kot lansko leto, upali smo, da bo več žensk letos, ampak ne obupajmo, naj grejo tudi ženske, pridite na curling. Kaj se bo dogajalo vmes med zdaj koncem aprila in septembrom? Med aprilom in septembrom v bistvu naredili bomo načrt priprav za ekipo, za reprezentance. Upam, da bomo še kakšnega sponzorja pridobili, da bomo lahko to lažje organizirali in da bomo lažje poslali na prvenstvo. Če tega ne bomo mogli pač nekako v lastni režiji, z lastnih žepov tudi te stvari pokriti. Hvala lepa. Hvala vam. Lepa stari, sam manje zmaga. Komentar? Ledvico sem se spahnil.